Dolga bela obleka, unikatna prstana, dišeče cvetje, dobro razpoloženi svatje, polni sodi ter obložene mize in dobra muzika. Pravijo, da vse to ne sme manjkati na pravi slovenski ohceti. V letu 2019 je bilo sklenjenih 6672 poročnih zvez, poroča Statistični urad. Znana slovenska imena smo vprašali, kako se spomnijo svoje poroke. Seveda, pomemben dan dveh zaljubljenih src zahteva precej priprav. Sta bila pri tem zahtevna tudi zakonca Steklasa, ki sta se poročila v mesecu ljubezni. Ja, midva sva že prej pela na ogromno porokah in sva si v bistvu že sprot zamišljala na en poročni dan, oziroma sva govorila, odko pa ziher ne bo na najni poroki. Ful veliko stvari sva vedela, kaj nočva. Ja, česa ne bo na poroki, sva pa tudi vedela, mislim, tako nisva imela nekih težav s planiranjem in... Jaz mislim, da je bilo tako ali pa še bolj, kot sva si zamislila. Načrtovanja sva se lotila zelo sistematično, itak sva vedela približno za vsako stvar, kako, kje poteka, tako da ni bilo nekih težav. Že preden sva sploh načrtovala poroko, imela že pol poroke načrtovane. Ja. Sproti pač, ko sva igrala na porokah in tako. Kar se pa tiče preglavic, bi pa rekla, največjo je povzročalo vreme. Ja. V maju leta 2019 sta bila 2 sončna dneva in eden od teh je bil dejansko najin poročni dan. Samo pol zvečer je začel deževati, tako da mi, da so se zelo otresla, če bo vreme zdržalo ali ne. Ja, vreme zna povzročati preglavice, sploh če mladoporočenci želijo poroko na prostem. Posebna in unikatna je bila poroka Tinkare iz zasedbe Bepop in njenega Petra. Čeprav se jih največ zgodi na soboto, sta srečna zakonca Fortuna usodni da rekla med tednom. Ja, midva imava eno takšno posebno zgodbo, zaradi tega, ker sva se poročila kar med tednom, na sredo. Jaz sem bila že kar visoko noseča, drugič, tako da, ja, bila je sreda, bil je 13.3.2013 in zame in za naju oba zelo lep dan in sva en dokaz, da ni vse v teh velikih, kako bi rekla, praznovanjih, druženjih in vse ostalo, ampak dejansko midva sva se poročila samo s pričama in moja taja je bila še zraven. In to je v bistvu to. Največ priprav na poročni dan imajo ponavadi ženske. Že pred poroko je detajlov ogromno. Na sam poročni dan pa je treba tudi izgledati perfektno. Čudovite spomine na najlepši dan hranita tudi Maša Vranjek, poročena Frece, in njen Vilko, ki sta pred oltar stopila v septembru. Za mene osebno je bila najina poroka popolna. Pač vse je bilo točno tako, ko smo dejansko planirala, si zamislila. Nisva veliko komplicirala. Moram reči, da za mene je bilo najbolj pomembno, kaj? Hrana, jača, muska, pa prostor, kjer bova imela, da bo tako domačno, ne? Enostavno mama rada, se pravi, vse, kar je domače, les, narava, dobri, fajn ljudje z dobrim vzdušjem, ne? Da to je res bilo odlično, ne? Za ene le kos papirja, za druge pa pomemben dokument in zavedanje, ki združi ljubeča partnerja. Je res drugače, če nosimo poročni prstan? Moram pa priznati, da je drugače, ko si poročen. To me velikokrat vprašajo, pa sej, to je samo en papir. Ja, je, ampak ko veš v sebi, da je pa to moj mož, vedno tako s ponosom povem in je to zame sveto, tako da sem vesela in počaščena, da sva poročena. Da imava tudi isti priimek. Naj živi ljubezen in naj v njej še dolgo uživajo vsi, ki so se že sprehodili do oltarja in tudi tisti, ki na srečni dan še čakajo.